Tinkara, kaj bi rekla najnim gledalkam in gledalcem, zakaj morajo gledati najino oddajo Moja dogodivščina? V oddaji smo se pogovarjali, kako skozi jogo in skozi potovanja lahko pridete nazaj k sebi in zaživite zares avtentično življenje. Drage gledalke in dragi gledalci, dobrodošli ponovno v oddaji Moja dogodivščina. Danes je z nami Tinkara Oblak, ki je popotnica, certificirana učiteljica joge, športnica in raziskovalka po duši, ki svoje življenje predpleta z odkrivanjem kultur, doživetij in jogo. Organizira butična potovanja, joga retrite, nekoč je plesala in še kaj sigurno počneš. Tinkara, hvala, da si danes z mano. Ja, z največjim veseljem. Hvala za povabilo. Spoznali sva se pred leti, ko sva šli skupaj na prav posebno dogodivščino. Šli sva, če se spomniš, na Slemenovo Špičko, kamor sva se odpravili pogledat 3 mini jezerca, ki jih ni več. Jih ni bilo. Tako. To je bilo res nekaj posebnega. Tudi te imam v zelo lepem spominu. Tudi sva kužiko tvojo nosili v nahrbtniku. Ja, kužka. Kužka. Imam zdaj tudi kužiko. Aha, no tako. Tako da naju združuje res neka luštna dogodivščina. Povej nam, imaš zanimivo zgodbo. Nekoč si bila zaposlena v korporativnem svetu, bila si v Bruslju, imela si navidezno popolno kariero, kakor si mi povedala. Kaj se je zgodilo? Kako je bilo, kaj se je zgodilo, kam si šla potem? Ja, mogoče preden začneva o tem govoriti, je pomembno povedati, kaj se je dogajalo pred tem. Okay. In sicer, jaz sem odrasla 2 staršema, ki sta podjetnika, in naše življenje je bilo ves čas prepleteno s potovanji, z gibanjem, z naravo. In moja mama je bila učiteljica plesa. Tako da sem jaz seveda od majhnih nog, že ko je bila noseča, je v bistvu veliko plesala, tako da mogoče sem podedovala, tako kot rečejo zdaj, veliko te epigenetike, da podedujemo neke darove, neke želje, in tako sem tudi jaz v bistvu želela potem biti plesalka. In sem obiskovala srednjo šolo, umetniško gimnazijo, sodobni ples in balet, in to je bila ena moja taka zelo velika ljubezen. Ples mi je res pomenil ogromno in želela sem nadaljevati kot profesionalna plesalka. Ampak potem pri 17 letih so mi diagnosticirali obrabo kolka, in to je zdaj že, nočem reči te številke. Nekaj let? Ampak, ja. Par let. Več kot 10, ja, dajmo reči okrog 20 let nazaj. In takrat še v bistvu ni bilo tako znano, kako pristopiti k temu, na nek mogoče bolj alternativni pristop. Takrat so mi dejansko zdravniki dali možnost, da grem na operacijo in zamenjam kolk. Tako da, ja, grozno. Pri 17 letih. Ja, pri 17 letih. Tako da, jaz sem se v bistvu potem odločila, da ples pustim, ker to je bil tudi nekako njihov predlog. In sem začela študirati politologijo. To je bila ena taka izbira, ker pač so imeli frej mesta in sem zbrala potem ta študij. Ampak jaz sem zelo taka oseba, da me hitro začne veliko stvari zanimati. Nikoli nisem bila, samo to me zanima, to pa ne. Tako da me je nekako ta študij potegnil noter in sem začela v bistvu raziskovati predvsem mednarodne organizacije in pa mednarodne politike. Tako da sem potem zelo hitro tudi dobila možnost pripravništva v Evropskem parlamentu, kasneje na predstavništvu in na komisiji. Bila sem tudi aktivna v različnih mladinskih organizacijah, tako da to se je nekako kar tako, niti če se zdaj spomnim, totalno neplanirano, nekako se je vse kar zgodilo in pristala sem v eni taki zelo veliki, globalni, lahko rečem, korporaciji, kjer sem potem dobila svojo prvo redno zaposlitev mislim, da sem bila stara 23. Tako da, ja, na ven je izgledalo mogoče to zelo wow. Dokončala sem študij, pa potem že služba v Bruslju, dobra plača, stanovanje, tako da nekako je vse štimal. In ja, tudi služba sama je bila zanimiva, tako da veliko ljudi ima neke negativne izkušnje z korporativnim svetom. Jaz sem imela res lepo izkušnjo, no. Tudi moj šef je bil zelo nagnjen k temu, da nas je spodbujal k temu balansu med delom
in prostim časom. In mislim, da me je dejansko to spodbudilo k temu, da sem nekako se zavedala, da nisem ok. Tako da, ja, začel se je mogoče z nekim odporom, da bi šla v službo, z neko izgubo motivacije. In to se je vse končalo v bistvu z depresijo in na koncu celo z, mislim, da 6 operacijami leve ledvice. Ja, tako. Zanimivo, kako je to povezano. Ja. Takrat mogoče nisem niti razumela, da je bilo vse to povezano, ampak ja, zdaj danes pač vem, da je bilo povezano. Telo bolezen ali mala ali velika, neki simptomi so običajno klic. Ja, definitivno. Da je neko neravnovesje, čustveno pogosto je vzrok. Definitivno nekaj ni bilo ok, ker sem čutila, da ves čas sem imela občutek, da zamujam življenje. Vsi potujejo, vsi živijo, jaz pa tukaj sedim v pisarni. Tako da sem se potem odločila en dan in sem kar dala odpoved. Pogumno. Mogoče zdaj, ko sem malo starejša, bi to bilo malo bolj daljši proces, ampak takrat res ta klic od znotraj je bil toliko močan, da rabim neko spremembo, da sem se odločila, pustila službo in nekako se preselila nazaj v Slovenijo. Že prej mi je v bistvu v Belgiji manjkala narava. V Belgiji je tako zelo... Ravno. Ja, ravno. Tam je vse ravno, se mi zdi. Ja, ravno. In vsakič, ko sem letela domov, sem gledala iz aviona naše hribe, naše zelenje, tako da sem res pogrešala dom. In sem se vrnila. Zanimivo. Ja. Zelo zanimivo mi je, ko si rekla, da je bilo v službi v resnici vse ok. Ja. Odnosi so bili v redu, ker običajno nas morda take situacije porinejo nekam drugam. Pa kljub temu, ko bi lahko si rekla, pa saj je vse ok, dobra služba, tako kot si omenila, študij, redna služba, v Bruslju, za politologa je to verjetno nekaj najboljšega. Vse je bilo po nekih pravilih družbe, pa vendar si prepoznala, da ni ok in si šla. Kako si se pa s tem interno, notranje spopadla? Zdaj tako, jaz imam srečo, da sem imela taka starša, mislim, imam taka starša, ki ima je bilo ok. Ker se mi zdi, da je težje, če mogoče še doma od tebe pričakujejo. Sicer sem zrasla v okolju, kjer je bilo potrebno imeti dobre ocene, pa biti najboljši, tako da mogoče me je tudi ta vzvod vodil v Bruselj. Ampak se mi zdi, da je, ko sem prišla nazaj, sem se bolj soočala sama s sabo. Najprej s tem, kaj sem naredila, kjer bom zdaj delala, ker v Sloveniji hočemo ali nočemo si priznati, kultura poslovna je drugačna in je bil zame šok. Nižja plača, drugačni odnosi, tam so bili odnosi zelo spoštljivi, zelo lepi, tako da na začetku se nisem znašla in seveda sem imela občutek krivde, mogoče bom zdaj zamujala karkoli, ne bom karierno napredovala. Predvsem, ko se primerjamo z vrstniki svojih let, tudi zdaj, če recimo primerjam z večino, je moje življenje precej drugačno. In na začetku je bilo to težko sprejeti, ker sem bolj delovala na način, kaj bodo drugi rekli, kako me drugi vidijo. In sem potrebovala dolga leta, da sem sprejela, da v bistvu najbolj pomembno je to, kar jaz si mislim o sebi, kar jaz čutim in da v bistvu živim življenje, ki je v skladu z mano. Sigurno. Nekoč sem prebrala neko dobro vprašanje, ki si ga dostikrat postavljam. Ali to sodi v moje življenje? Karkoli naj bo to. Ali je to projekt, služba, podjetništvo, narava, karkoli, oziroma oblika gibanja morda. Ali to sodi v mojo esenco, ali je to lahko del mene. In je to zelo nevarno, še posebno zaradi družbenih omrežij, zaradi vseh informacij, ki jih imamo, ta primerjanje in ali je zdaj moje življenje v skladu z drugimi ali ni. Ampak, kakor si rekla, da znamo prepoznati, ali to smo dejansko mi. Koliko časa si bila v Bruslju? Vse skupaj mislim, da nekje 7 let. Aha, kar nekaj let. Predtem sem živela še v Španiji, tako da sem izkoristila vse možnosti za potovanja študijske, tako da tudi Erasmus. In potem v bistvu sem od tam šla naprej v Bruselj
In ja, Okay, da 7 let. približno Neka 7 let. lepa doba, da se je lahko ta proces v tebi Ja. razvijal. Kam si šla potem? Prišla si domov? Kaj je bilo potem naslednja Ja, tako kot sem omenila, gibanje me je spremljalo že od nekdaj. In tudi v času Bruslja sem jaz še vedno nekaj časa plesala, bolj zase, na kakšnih takšnih ekspresivnih plesnih krožkih, dajmo temu tako reči. Sem se pa z jogo spoznala že v srednji šoli in potem zelo hitro začela tudi učiti jogo. Sem naredila tečaj, certifikacijo in potem naslednjo. Tako da gibanje je bilo nekako tisto, ki me ves čas spremlja. To se pravi že od prej gimnastika, ples, potem joga, seveda tudi drugi športi. Tako da počasi sem se začela približevati temu, da mogoče pa moji hobiji niso le hobiji, ampak neka moja strast in da želim tudi delovati v tem. Je pa zraven prišlo še kar nekaj stvari, ker na začetku sem imela ples, potem sem pa ples izgubila in sem bila nekako dolgo časa, mogoče celo malo nevoščljiva vsem, ki imajo tisto eno stvar, ki jim je res všeč. Naj bo to, ne vem, karkoli. Neka ženska je rada frizerka in sem občudovala to njeno strast, kako ona rada ureja lase. Jaz pa nisem našla neke te niše, me je pa zanimalo ogromno nekih stvari. In takrat sem odkrila v tujini predvsem skupnost, ker na poti sem spoznala ogromno prijateljev in smo ugotovili, da nas povezuje to, da imamo vsi veliko strasti. Tako da zdaj v tujini zelo popularen termin multi-passionate. Aha, zanimivo. Ja. Običajno je, kakor si rekla, se želimo držati ene svoje niše, ene stvari, pa dajva se Tinkara vzeti kratko pavzico, da malo zadihava. Drage gledalke in dragi gledalci, s Tinkaro se kmalu vrneva nazaj, ko bova govorili o jogi, potovanjih in še čem. Drage gledalke in dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina, v kateri s Tinkaro klepetava o spremembah v življenju, o jogi, potovanjih. Pred odmorom si omenila jogo. Torej, tudi to na nek način gibanje, na nek način neka vadba, ampak dajva za začetek obravnavati ta pojem joga, ker ga verjetno vsak razume malo po svoje. Ja, joga sama po sebi je velik pojem. In tako kot si omenila, vsak jo razume po svoje. Jaz osebno ne verjamem, da je joga samo vadba. Joga je sklop, če bi zdaj brali jogijske spise, sklop navodil za življenje, ki nas pripeljajo do nekega željenega stanja. Ampak jaz se ne bi zdaj spuščala preveč v samo filozofijo joge, pa bi ti mogoče povedala, kaj zame joga. Odlično, ja. In sicer joga je zame praksa, s katero se ukvarjam torej že več kot 20 let. In meni pomeni nekaj drugega, kot recimo vadba pilatesa ali pa vadba moči in vse te druge stvari imam zelo rada. Ampak joga je v bistvu praksa, kjer jaz lahko pridem taka, kot sem, v kakršnem koli trenutku in tam najdem sebe. Namreč skozi prakso, skozi vadbo položajev, skozi dihanje, skozi meditacijo se spoznavam sama sabo, prihajam v stik s svojim telesom in razumem jogo kot zelo podporno in transformativno orodje. Mogoče se jaz razlikujem v temu od tega, da ne verjamem, da živim življenje jogija, da sem jogi popolnoma predana kot recimo neki religiji, ampak je pa to zame eno najpomembnejših orodij v življenju. Tako da tudi odkar sem postala učiteljica joge, zelo rada predajam jogo naprej in učim ljudi, da so lahko to, kar so in da to, kar so, je popolnoma okej. Zanimivo mi je, ko si rekla, da joga v resnici, da si lahko to, kar si, ali pa da ti nekako, da te tudi nauči o tem, kakšna si. Morda ne najdem zdaj besed, ampak a daš lahko nek konkreten primer, kako prideš do sebe? Kdaj recimo pri jogi zaznaš, to sem pa res jaz? Da ko rečeš, pridem v stik s seboj, kaj se zgodi v tebi ali v
v čustvih ali v telesu, ali to fizično zaznavaš, ali lahko malo več o tem poveš? Zdaj, vsak ima svojo izkušnjo in tudi, ko se med sabo pogovarjamo, so načini drugačni. Jaz sem pripadnica Iyengar joge. To je en stil, ki je počasnejši, mogoče kot bolj te popularni stili. Je bolj natančen in pa uporabljamo veliko pripomočkov. In meni predstavlja to, da sem lahko dolgo časa v nekem položaju, ga raziskujem, se ukvarjam s položajem. To name vpliva tudi na psihofizični ravni. Namreč na ta način se jaz s telesom povežem, ga občutim in v bistvu predvsem zaznavam. Ker jaz velikokrat na začetku ure vprašam svoje vadeče, kako se počutijo in potem, kako se počutijo po vadbi. In mi rečejo, se sploh nisem vedel, kako sem, ko si me vprašala. Pa ko si rekla, kako so tvoje rame, kako zaznavaš svoj dih. Tako da, ja, sam občutek, da prideš v telo, da se vidiš, da se sploh opaziš, ker mi smo ves čas na telefonih, ves čas na računalnikih, ves čas izven telesa in v bistvu s pomočjo joge, s pomočjo zavedanja, s pomočjo prakse pridemo nazaj k sebi. Ampak to je samo en del. Potem je seveda še disciplina, da redno prihajaš na vadbo, prideš zase in pa hkrati tudi zavedanje, da poskrbiš zase. Kar jaz mogoče ne maram najbolj pri teh sodobnih stilih, je, da je veliko ega zraven, da se veliko sili v neke položaje. Jaz imam precej poškodb in zato je ta stil zame tudi podporen, ker lahko izvajam tudi položaje, ki jih sicer ne bi mogla, na način, da pomagajo mojem telesu, da gradim moč, zavedanje, fleksibilnost, ker jo potrebujem, ne zato, da bom izvedla nek položaj, ker mi je nek guru tako rekel. Upam, da sem... Ja, zelo zanimivo, ko si rekla, tudi ko smo se pogovarjali, preden smo snimali, da te položaj, torej asana se temu reče v jogi, da te to podpre. In mi je zanimivo, ko si rekla, da nekaj časa ostaneš v nekem položaju. To mora biti za marsikoga zelo težko. Koliko časa ti ostane, dlje časa? Kaj to pomeni v praksi? Ja, tudi par minut. Recimo v kakšnem položaju smo lahko tudi 5, 10, 15 minut. In takrat si ti res sam sabo, se ukvarjaš sam sabo, moraš biti prisoten in šele, ko si zares prisoten v trenutku, takrat opaziš in delaš s svojim telesom. Zdaj recimo imam rada flow, kot rečemo to tekočo jogo, ampak meni osebno zelo hitro fokus beži. Tako da zelo rada imam v bistvu ta način, da sem res prisotna, da sem počasi, da se počasi premikam in da gradim svojo prakso. Ne, da grem kar takoj v neke ekstremne stvari, ampak da se učim in ja, predvsem pa to, kot si omenila, da me asana podpre. Ja, tukaj je zdaj kar nekaj debate, predvsem imamo Instagram, kjer vsi zdaj na glavi stojijo, vse punce delajo globoke zaklone in to je lepo, zelo lepo za videti, ampak to ni realnost vsakdanjega človeka. Naša realnost je, da mi potrebujemo podporo, ne potrebujemo dodatnega tekmovanja, ne potrebujemo dodatnega dokazovanja, ampak potrebujemo prakso, ki nas pripelje bliže k sebi, ki nam pomaga, da utrdimo. Jaz imam recimo obrabo desnega kolka in preko Iyengar joge sem se naučila s tem delati. In v bistvu Iyengar joga mi je pomagala, da sem vzljubila nazaj svoje telo. Ker dolg časa sem bila zelo jezna nase, ker zaradi tega kolka ne morem več plesati, nisem dosti dobra, brez veze. Tako da zame je to zelo, zelo pomembna praksa. Zelo zanimivo. In skozi tvoje pripovedovanje se res vidi, kako joga ni šport. Kako ni to samo vadba. V resnici je telo verjetno le orodje, če rečem grdo, skozi položaje, da prideš do sebe. Ja, tako je. Bom na srce pokazala, ne na misli. Kaj pa pravijo še vadeči tvoji udeleženci joge? Zdaj moje vadeče, kar meni zelo veliko pomeni, je, da mi povejo, da se jim je izboljšalo ravnotežje, da jih ne bolijo več kolena, da so težave z ramenskim obročem izginile.
ampak to je res njihovo trdo delo. In to, da prihajajo vsak teden in pridejo si vzeti ta prostor zase in so tam in delajo. Potem mogoče drugi aspekt je pa to, da so se jim začele v življenju dogajati neke spremembe. In sicer lahko omenim eno punco, fotografinjo, ki je prihajala k meni na vadbe, mlada mamica, ravno rodila drugega otročka. In mi je povedala, da je na vadbah prišla nazaj v stik s sabo in ugotovila, kaj zares želi početi. In so se ji potem začeli odpirati projekti. In zdaj mislim, da potuje, dela v tem, kar želi. Tako da je bilo kar nekaj takih zgodb. Ampak jaz pravim, jaz ne prodajam čudežne palčke, niti zdravila. To mi vse nosimo v sebi. Ampak samo, če ti prideš in si vzameš ta prostor zase, se prikažeš zase, predvsem pa je več načinov. To bi tudi rada mogoče poudarila, da ni samo moj način ali pa tvoj način, ampak s tem preko, ko delamo prakso joge, se mi zavedamo sebe in ugotovimo, kaj je pa ta način, ki nas podpre. Ki je za nas. Torej vsak v resnici v jogi verjetno najde svoj način, ki ima neke svoje, ne bom rekla cilje, ki se sliši preveč športno, ampak neko namero, ki jo želi skozi jogo doseči. Zelo zanimivo, res si mi dala neko novo dimenzijo. Lepo si razložila, da razumem, zakaj joga ni le vadba. Tako da hvala za to. Tinkara, spet si bova vzeli kratek odmor. Drage gledalce in drage gledalci, bodite z nama še v tretjem delu, ko se bova posvetili še potovanjem. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Drage gledalke in dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina, v kateri tokrat s Tinkaro Oblak klepetava o jogi, potovanjih in še čem. Pa bi se joge še nekoliko dotaknila. Organiziraš tudi retrite joge v tujini, pa tudi potovanja vodiš. Skratka, ta tujina te tudi nekako oblikuje. Ja, definitivno. Že kot majhna sem veliko potovala z babico, potem z mami, tudi nekaj z očetom. Tako da tujina me zelo vleče, zelo imam rada potovanja. In ko sem prišla nazaj v Slovenijo, sem nekako čisto po nesreči prišla tudi do tega, da sem začela s turističnim vodenjem. In to je bil poklic, ki je zelo lep, zelo zanimiv. Ampak, tako kot vedno, jaz pogrešam gibanje. In potem sem zelo hitro začela razmišljati, kako bi v bistvu združila vse te strasti, da bi lahko res izživela to, kar čutim, to, kar mi je všeč, to, kar rada delam. Tako da sem začela počasi potem organizirati joga oddihe v tujini, v Sloveniji, tudi joga dogodke enodnevne z različnimi kombinacijami, recimo z zvočno kopeljo, z slikanjem, tako da skušam v te projekte vnesti svojo kreativnost in pa hkrati nekako ustvariti skupnost in pa neka potovanja, ki ponujajo malo več stika z samo kulturo, z naravo in pa tudi z samim sabo. Tako da niso mi bila všeč taka potovanja, kjer sem imela občutek, da sedimo v eni škatli in potem naven gledamo mi malo državo, obiskujemo turistične točke, veliko govorimo o zgodovini, kar je super, ampak ne izkusimo kulture, ker jaz pravim, da potovanja so največja življenjska šola. In nikjer v šoli se nisem toliko naučila, kakor na potovanjih, tako o sebi, kot seveda tudi o načinu razmišljanja, o tem, kako dojemam svet, o tem sploh, kakšno življenje si želim živeti, ker to je spet nekaj, kar sicer izvira iz mene. Ne bom rekla, da je Slovenija kaj narobe, ampak velikokrat sem se počutila utesnjeno v tem okolju. In v tujini sem pa res najdla to podporno okolje, kjer sem se lahko izrazila, lahko ustvarjala in sem želela potem to tudi deliti z drugimi. Če gre nekdo s teboj na potovanje, je verjetno to veliko drugače, kot samo od A do B do C, razne naravne mogoče znamenitosti, kulturne znamenitosti in je bolj nekako izkustveno, kot praviš. Tudi jaz sem sama tak turist,
morda letim od ene točke do druge, kaj vse bi želela bolj videti, morda samo z enim čutom doživljam. Ja, ko greš nekaj pojesti, tudi ta okus, ampak kako pa potem ti vodiš udeležence, ko gredo s teboj, kako to je videti, recimo. Pa dajva primer Libanona, tudi fotografije se vrtijo, tale s križem, ravno ko si gor, to je Libanon. Kako recimo izgleda, ko gremo s teboj nekam na potovanje? Ja, Libanon je res nekaj posebnega. Zakaj? Država, ki je meni zelo blizu, jo obiskujem že 12 let. In sicer sem spoznala preko teh mednarodnih organizacij tam prijatelje in potem šla tja prvič na potovanje in se nekako zaljubila v državo. Tako da jaz že, pa se spet vračam nekako na otroštvo. Veliko sem potovala z mami in ona mi je vedno rekla, da sem kar zginila, da sem se šla z šoferjem pogovarjati, da sem želela videti, kaj tam jejo nekje na tleh. Nisem hotela ubogati vodiča. Tako da nekako že od nekdaj sem zelo radovedna, kaj se dogaja v kulturi, kakšni so ljudje, kako razmišljajo, zakaj to tako razmišljajo. Tako da tudi potem kasneje sem veliko potovala sama in vedno brez plana. Vedno sem želela, da me nekako destinacija zapelje in da me pelje tja, kamor me mora peljati. Tako da nikoli nisem imela to-do lista, da bi potem kljukala, ok, sem videla to znamenitost, pa tisto znamenitost. In nekako se držim enako pri potovanjih. Zdaj, kako konkretno to izgleda, recimo samo, dajva za primer, ko si omenila hrano, kosilo. Zdaj, večina agencij te bo peljala v neko turistično gostilno, kjer poješ zato, da poješ. Recimo na primeru Libanona, jaz organiziram to na način, da se dogovorim z lokalci, da gremo mi skupaj na tržnico, da nam razložijo, kako zberejo ribe. Potem imamo kuharsko delavnico, kjer skupaj z njimi pripravljamo njihove domače jedi in potem imamo recimo piknik na plaži. Tako da res doživimo življenje, kot ga oni živijo. Ne, da v bistvu prilagajam destinacijo našim potrebam, ampak nekako želim pokazati pravo kulturo države, njihov način življenja. In Libanon je predvsem znan po njihovem načinu življenja. Oni res znajo uživati življenje v trenutku. Veliko žurajo, veliko tudi hodijo v hribe, skratka vse je na veliko. Tako da ja, Libanon ima tudi čudovito naravo, to marsikdo ne ve. Libanon je edina država na Bližnjem vzhodu brez puščave in ima ogromno pohodov, ogromno nekih aktivnosti, recimo supanje na vodi, na morju, potem gremo v hribe, gremo na canyoning, tako da najrazličnejše aktivnosti, seveda potem tudi malo prilagojeno skupini, ampak ja, definitivno ni vsak primeren za to potovanje. Moraš biti verjetno kar pripravljen tudi občutiti to. In kako sva govorila prej, morda te joga pripravi, da znaš sebe zaznavati, da greš lahko potem potovati na tak način. Ja, mogoče, ja. Nek proces, kako priti do tega. Kam še rada greš poleg Libanona? Kje so še take destinacije, kjer lahko občutiš z vsemi čuti? Morda tudi zvok. Ne bom rekla, da sem kje bila, kjer mi res ni bilo všeč. In tudi, če kje je bilo mogoče malo več izzivov, sem jih doživela z ljudmi in potem je bila ta dogodivščina res nekaj posebnega. Tako kot sem omenila, ko sem bila malo mlajša, sem veliko potovala. Predvsem sem imela rada zelo oddaljene destinacije, Afrika, Azija, Južna Amerika. Zdaj v zadnjih letih imam malo manj časa in sem pa začela bolj raziskovati bližnje kraje, tudi recimo Evropa, Turčija, Bližnji vzhod mi je zelo prirasel k srcu. To je zelo težko vprašanje. Sokotra, recimo, če poveš več o tem otoku. Ja, Sokotra je raj na zemlji. To je jemenski otok. V bistvu večina ljudi, ko omenim ime Sokotra, niti ne ve, kje je. Sokotra je zelo zanimiva, ker ima ogromno endemičnih vrst rastlin, tako da je en sam botanični vrt in zaenkrat ni še preveč obljudena,
tako da, če si želite tja, ja, absolutno vam priporočam obisk. Kar je zanimivo, da Sokotra je za popotnike, ker tam ni hotelov, tako da ves čas spiš v kempih, umivaš se v morju, neki tuši zdaj celo nastajajo, no. Ljudje so zelo pristni, ja, sanjska destinacija. A je tudi celo omejen obisk? Mislim, Ja, da v ja, Sokotri, ne? ja. Letalo leti samo enkrat na teden, zdaj mislim, da so celo povečali na 2-krat, 3-krat. Tako da ja, ni lahko priti na Sokotro, tudi ni najcenejša destinacija, seveda, ker ima omejeno število obiskov, ampak se zelo hitro razvija. Tako da veliko ljudi ji reče zadnji raj na zemlji. Čim prej potem tja, Ja. dokler je ne odkrije množica turistov. Ja, ja. Zanimivo. Kaj pa lahko o Indiji poveš? Ena izmed fotografij je tudi od tam. Jo imamo morda bolj za neko tako posebno destinacijo, ampak na tvoj način, kako jo ti doživljaš? Ja, mogoče se Indije malo bojimo, ker jo predvsem primerjamo z recimo tem, da je veliko ljudi, da je mogoče za naše standarde ni dovolj čisto. Tako da imamo precej predsodkov. Jaz imam Indijo zelo rada. Se mi zdi res ena taka barvita destinacija, cel svet v malem. Mislim, v malem. Indija je ogromna, ampak Indija, odvisno kam potuješ, Indija ponuja vse. Torej, če si želiš bolj gorati svet, če si želiš bolj puščavo, če si želiš bolj zabave, če si želiš bolj destinacije čudovitih plaž. In tudi enkrat, tako kot sem omenila, če sprejmemo mi njihovo kulturo in gremo tja z odprtim srcem, potem ni težave. Tako da Indija je res ena taka izkušnja, ki jaz verjamem, da jo vsak popotnik mora enkrat doživeti. Jaz jo imam, moja percepcija Indije, morda, če greš tja spiritualno iskati, morda iskati sebe, pa greš v Indijo, ne? Ampak kot praviš, je lahko za vsakega, tudi za adrenalince morda, ali pa za... Absolutno, tudi za pohodnike. Pohodnike, tako. Recimo, indijski del Himalaje je čudovit. Tako da jaz bi mogoče rekla, da niti ni toliko spiritualna. Je seveda tam veliko ašramov, to so te centri za meditacijo, za jogo, ampak sama po sebi je Indija veliko, veliko več kot samo neka destinacija, kjer bi iskali spiritualnost. Je predvsem neko kulturno doživetje. Zanimivo. Tinkara, povej za zaključek, kaj bi predala gledalcem in gledalkam, kakšno sporočilo, kaj bi jim namignila, kaj lahko njihova naslednja dogodivščina ali pa kako, kaj želiš sporočiti, me res zanima, skozi vse to svoje popotovanje po sebi, po svetu in tako. Mogoče zdaj, ko smo obdani z vsemi temi socialnimi omrežji, z vsemi informacijami, kako bi mogli izgledati, kako bi mogli živeti, kaj bi mogli delati, da si najdemo skupnosti, okolje, aktivnosti, karkoli, kjer smo lahko res mi. Ker tega danes je, ko vprašaš kogarkoli, kdo pa si, ja, pa bi mogla to, pa sem na Instagramu videla to. Tako da vedno, jaz verjamem, da lahko mi živimo najbolj avtentično in najbolj srečno, najbolj radostno, če se vedno vračamo k sebi. In ni važno, kaj je to. Tako kot sem rekla, jaz ne predpisujem joge zdaj vsakemu. Včasih sem si želela cel svet prepričati, joga je najboljša. Zdaj si res želim, da vsak živi svoje avtentično življenje in da najde neko pot, ki ga podpira, ker na ta način bomo živeli veliko bolj strpnejše in lepše kot družba, predvsem glede na to, kar se vse dogaja v svetu. Res verjamem, no, če živiš s srcem, da je svet potem malo bolj znosen in malo lepši. Zase in za naše bližnje. Ja. Res lepe misli, hvala za to. Lepo si nas vodila iz sveta po Indiji, Sokotri, jogi, sebi, spremembam v življenje, tako da res hvala za to, bilo je zelo navdihujoče. Drage gledalke in dragi gledalci, verjamem, da ste z najnim pogovorom pridobili marsikakšen navdih, morda vas bo zasrbelo, da odpotujete nekam daleč ali pa da preprosto zamežite, se ustavite in sprejmete popotovanje po sebi. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo v naslednji oddaji Moja dogodivščina.